Davke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach, še iz Kidričevega, iz tukajšnjega športnega parka, kjer čakamo na četrto tekmo tega 13. kroga državnega prvenstva. Aluminij in Radomlje se bosta pomerila. Oliver Bogatinov, ki ga tu v športnem parku v Kidričevem gledalci seveda pomnijo po najlepšem. Tole je zdaj priložnost za goste, ki vodijo. Šošić je zadev. Kdo drug kot Šošić, bom rekel, po podaji Tina Hrvoja so tule zdaj gosti izkoristili tale polproti napad. Ni se zdelo pretirano nevarno, vseeno pa je bilo na koncu dovolj, da so Radomljani prišli do vodstva in v 7. minuti srečanja preko svojega najboljšega posameznika Madžida Šošića, ki je še petič meril polno, prišli do vodstva. Tule smo še enkrat videli podajo Hrvoja. Jovan malce zamujal v bloku, potem pa tudi ob Šošiću Aluminija, ko gre za prvo slovensko nogometno ligo. Šošić zdaj s predložkom, krasna priložnost in tam je Gnjatić preprečil, da bi Pogačar prišel do zadetka. Vicku Ševlju čaka na pomoč svojih soigralcev Markovič. Zanimivo, da je najboljši asistent Radomljanov v tej sezoni s 3 podajami. Stipo Markovič, zdaj pa odaleč. Poizkuša Vicko Ševelj. Suso še enkrat poizkuša kar sam samostojnim prodorom po desni strani. Suso, Jagič bo tule žogo sicer dobil, ampak zdaj so se Radomljani že organizirali v obrambi. Baskera, Jagič s predložkom. Velič lovi po strelu z rumenim kartonom za Madžida Šošića. Je to 3. karton v tem prvenstvu. Tule pa zdaj napaka v zadnji vrsti Kidričanov. 2-0, strelec je Kruz. Kakšna napaka v 3. minuti drugega polčasa jo je izkoristil Caio Oliveira. Queiroz da Cruz dosegel svoj drugi gol v slovenskem državnem prvenstvu. Tule je Sandro Jovanović. Zagotovo bomo v ponovljenem posnetku še nekajkrat videli, kako se je tole vse skupaj zgodilo. Zadovoljstvo na klopi Radomljanov. Oliver Bogatinov, v ozadju vidite tudi njegovega pomočnika Sandija Sejdinovskega. Tule pa smo še enkrat videli, kako je Kruz v nadaljevanju, ko so Kidričani zlahka zapravili tole žogo, ob Koblarju prišel do strela in tudi premagal Jana Petka za vodstvo. Sem ga omenjal pred nekaj trenutki, bo vstopil. Torej še 2 dodatni menjavi, gostje pa imajo novo priložnost. Petek je tole obranil. Preskočili tako Kidričane kot Domžalčane na prvenstveni lestvici. Pečnik je tule poslal žogo v naročje Veliča. Martić je storil prekršek. Gašper Pečnik, poraz danes proti Radomljan, glede na videno, zdi se zaslužena zmaga gostov. Nekako vam danes ni uspelo priigrati si kakšnih konkretnejših priložnosti. Kaj je šlo danes narobe? Ja, mislim, da smo že na začetku prvih 15 minut štartali zelo slabo v tekmo. Potem smo se malo dvignili, sploh proti koncu drugega polcajta smo si priigrali nekaj priložnosti, nekaj šutov po priložnosti. Prav tako smo potem v drugem polcajtu dobro štartali v tekmo, bili boljši, imeli večjo posest, ampak na koncu pač smo spet pogrnili na nekih individualnih napakah. Tako da mislim, da moramo popraviti koncentracijo, zbranost in bo potem tudi rezultat prišel sproti. Po pogledu na razpored, v naslednjem krogu vas čaka Olimpija, bi človek rekel, da imate izjemno težko nalogo, ampak vi ste v tej sezoni dokazali, da proti tem ekipam z vrha pravzaprav igrate bolje. Ja, mislim, Olimpija na papiru je vedno težki nasprotnik, ampak mislim, da na igrišču je čisto nekaj drugega. Vsak lahko vsakega premaga, to smo mislim, da mi dokazali, pa prav tako tudi druge ekipe, tako da mislim, da bo neka enakovredna tekma, tako da gremo na 3 pike.
Robert Pevnik, zmaga Radomelj, nekako so se vam Mlinarji oddolžili za tisti poraz v Domžalah. Vedelo se je tudi, da bodo tokrat igrali v precej močnejši postavi kot takrat. Kakovost je bila danes na njihovi strani. Kaj danes z vaše strani ni šlo po načrtih? Pa enostavno, pa kakovost, ja, ampak se mi zdi, da danes nismo imeli prave energije, da vse žog, tisto, kar sem rekel, pretekmo druge žoge, te odpadke so vse dobile Radomlje. Najbolj boli, da smo dobili gole ne iz nekih akcij, individualne napake. To moramo popraviti. Potem Radomlje so dosegle v pravem času prvi gol, drugi gol, tudi priješ ven z garderobe, dobiš drugi gol, potem neki si probali smo z dvema napadalcem, vse smo probali narediti, ampak enostavno Radomlje so se kakovostno postavile, nismo najdeli pot do gola in čestitam Radomljam na zmagi. Glede na dosedanji potek prvenstva se zdi, da vam nekako bolj ugaja igrati z ekipami z vrha prvenstvene lestvice, zdaj vas čaka gostovanje pri Olimpiji. Pa seveda, Olimpija, kakovostna ekipa, tekma v Stožicah bo dodaten motiv. Prvo moramo to tekmo dobro analizirati jutri, potem smo pa obrnili v Olimpiji in normalno, da v Ljubljano ne gremo z belo zastavo in vse bomo naredili, da naredimo tam pozitivni rezultat. Kot ste rekli, smo pa proti tem ekipim že v tej sezoni to tudi naredili, tako da lahko z optimizmom čakamo to Olimpijo. Oliver Bogatinov, čestitke za zmago. Oddolžili ste se Kidričanom z enako mero tu v šumi. Nekako ste delovali zelo zrelo, zdelo se je navzven, da v vsakem trenutku veste, kaj počnete in da ste resnično danes vedeli, po kaj ste prišli. Ja, že uvodoma sem povedal, da to reprezentančno pauzo smo izkoristili za to, da se osredotočimo na svojo, našo lastno igro, karkoli že to lahko pomeni. Ja, Aluminij, zelo dobra ekipa v tranziciji, v kontranapadih. Danes smo jim to nekako vzeli s to posestjo, kontrolirano posestjo in prvih 20 minut mislim, da z naše strani je bilo res, bom rekel, če ne dobrih, pa res odličnih. Hitro se tekma lahko zalomi na polčasu. Na polčas smo šli z enim golom prednosti, ampak ponovadi se v garderobah se veliko stvari lahko zamenja, se pomeni, se spremeni. In mi ta moment smo zelo hitro tudi ujeli, izkoristili to eno napako domačinov in mislim, da zasluženo tudi zadeli za 0-2 in potem dokaj mirno pripeljali tekmo do konca. Se tudi vam zdi, da recimo z razpoloženim Mašošićem in Kruzom spredaj, z Gnjatićem, ki daje nek balans tej ekipi na sredini igrišča, z dovolj čvrsto obrambo zdaj v zadnjem obdobju, sodite više, kot ste v tem trenutku, že zdaj ste pridobili 2 mesti, zdaj vas v naslednjem krogu pravzaprav čaka že sosed na lestvici, Mura. Rezultat bo pokazal, koliko smo vredni. Res je, da smo pred to današnjo tekmo imeli, jaz rečem, nek poker 4 tekem, Maribor, Celje, Koper, Olimpija, ker smo pustili nek soliden vtis, zdaj pa za ekipami v spodnjem delu lestvice pa potrebno osvajati točke, zato današnja zmaga nam izredno veliko pomeni in upam, da tudi bolj mirno bomo lahko šli v te naslednje 3 do nove reprezentančne pauze in tu bo ta test in odgovor na vprašanje bomo skozi te 3 tekme dobili, koliko lahko pokažemo mi letos v prvenstvu. Oliver, hvala za pogovor in še enkrat čestitke. Andrej Pogačar, čestitke za zmago. Danes ste se po dolgem času vrnili v začetno postavo Radomelj po težavah s poškodbo, verjetno zaradi tega rezultata in tega povratka, pravzaprav z vaše strani dvojno zadovoljstvo. Ja, najprej hvala za čestitke in pa ja, definitivno dvojno zadovoljstvo. Bil sem veliko časa odsoten zaradi poškodbe, mi kar ne dajo miru. Drugače pa zelo vesel za zmago danes na zelo pomembni tekmi. Danes ste delovali zelo suvereno na zelenici, pravzaprav rutinirano prišli do tele zmage na težkem gostovanju v Kidričevem, v naslednjem krogu pa vas čaka Mura. Ja, težek nasprotnik, kakor je bo danes težek nasprotnik, ampak mislim, če bomo tako odigrali, kakor smo danes odigrali,
da se nimamo nič zabiti tudi proti Muri. No. In gremo na zmago.